Dobro jutro še enkrat tudi v mojem imenu. Evropska mesta revolucionarno spreminjajo način potovanja. Dunaj z dostopnimi stanovanji v centru preprečuje selitev na obrobje. A kaj je ključ uspeha? Pametne tehnologije, senzorji v cestah, recimo prilagajajo semaforje, aplikacije združujejo avtobuse, kolesa in skiroje v eno samo pot. Recimo švicarski Zürich je že dokazal, da kombinacija zelenih koridorjev prinaša prednosti tudi za javni prevoz in recimo tudi stroge regulative pomagajo, ustvarjajo lahko tekoč promet. Vse to kombinirajo s hitrim javnim prevozom in pametnimi semaforji, ki avtomatsko omogočajo tako imenovani, večkrat pri nas pogrešani, dolgi, daljši, primernejši zeleni val. Rezultat: manj avtomobilov, več časa za nas. Prihodnost je v mestih, kjer avto ni nujen in zgleda, da ta prihodnost že prihaja. Danes vam prinašamo nekatere novosti o reševanju prometnih zastojev, ampak najprej si bomo pogledali, kako promet doživljajo na slovenskih cestah. Kako se vam zdi trenutna prometna infrastruktura v Ljubljani, parkiranja, prometni zamaški? Ja, prometnih prostorov je premalo. Jaz zelo težko dobim prostor pri hiši. Drugače, ker so še te dovolilnice, se mi zdi, da je še kar v redu. Pa kolesarske steze bi lahko malo bolj uredili. So včasih kakšni taki robovi, da sem tudi že padla. A se vam zdi, da se prometna infrastruktura izboljšuje ali poslabšuje v Ljubljani? Kaj pa s tem? Jaz mislim, da je kar nekako enako. Ne vem, no. Niti ne vozim toliko po Ljubljani, se malo izogibam centra in tega, tako da ne vem, ne. Pa tudi v Konicah se izogibam. Tako da drugače še kar, ne. Ja. Da gre malo na bolje, se mi zdi, da je vedno več ljudi na javnem transportu pa kolesih. Včasih je pa gužva, to pa itak ni kaj. Ja, po moje definitivno situacija se izboljšuje, ampak je pa še veliko dela in se mi zdi, da je treba še veliko cest popraviti, kakšne kolesarske, predvsem, ki sem na kolesu. Tako da ja. Menim, da se poslabšuje, sploh pa je problematično stanje na avtocesti oziroma na avtocestnem obroču. Tu so praktično zadeve lahko nenormalne, neznosne. Ljubljana ima očitno takšno infrastrukturo, da ko malo pada dež ali zapade centimeter snega, je po celem mestu cel kolaps. To pa ne vem, čemu bi pripisal slabi infrastrukturi ali pa nesposobnosti voznikom. Kaj bi spremenili v zvezi s prometom, če bi imeli možnost spremeniti? Ja, gotovo bi bilo dobro, da bi bile vpadnice v mesto 6-pasovne. To verjetno marsikje, ali pa ne vem, če bo to sploh možno, kje dejansko to uresničiti. Vsekakor bi bilo treba izboljšati mestni promet in to, da je šlo v vzpostavitev enega pasa, dodatnega posebnega pasa za javni promet, je zelo dobra rešitev. In težave so pač te vpadnice glavne, ki pa jih po mojem verjetno se ne bo dalo razširiti. Druga alternativa pa je seveda samo dober in učinkovit javni prevoz, pa večja uporaba alternativnih prevoznih sredstev, to je kolesarjenje, skiro in tako naprej. Ana ni razvoljka za podzemno, tako da kakšen tramvaj je bil včasih kar kul, ampak nisem pa da spameten. Zelo kompleksno problem je. Več ljudi na kolo, definitivno. Težko primerjam s kakšnimi drugimi državami, ker so tudi malo večje kot Slovenija in je tudi, na primer, možnost kakšne podzemne, ki pač v Sloveniji po moje se ne bi glih dali, tako da težko odgovorim na tole. Se vam zdi, da se dovolj ljudi vozi s kolesi, z avtobusi? Kakor jaz vidim,
tudi moje znance in tako se premalo vozijo. Jaz se zelo veliko uporabljam avtobus in kolo, razen pozimi bolj avto, ne, da se premalo vozijo. Je pa to tudi krivda mogoče to, ker je recimo soboto, nedeljo je avtobusov absolutno premalo, ne. Ker čakaš pol ure na eno vezo, to se mi zdi zelo premalo in pol ljudje ne grejo, ne. Ja, ogromno iztočnic, ne? Tako da gre za zelo večplastno zgodbo, kjer človek pravzaprav ne ve, kje bi začel, ampak obstajajo pa mesta, kjer so znali ubrati pravo smer. Eden takšnih je zagotovo Zürich. Tukaj vidimo zdaj tole najbolj prometno njihovo križišče, kjer vse dela, kot radi pregovorim, pravim, kot švicarska urica. Res so zato prosili tudi Univerzo za matematiko in fiziko v Zürichu, pa seveda Inštitut za promet in tako naprej. Res velika zgodba, ampak vseeno pozabil sem jo pozdraviti. Z nama sta dr. Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in pa Nela Halilović iz Inštituta za politike prostora. Ja, recimo Zürich, ne, ki je znal to lepo skrmariti, da zeleni val traja tako dolgo, da se ne potroši preveč benzina pri rdeči luči, se pravi, šli so zelo analitično v to. Morda rešitev najprej pri sami semaforizaciji v mestih, ker vidimo, da nastajajo kar lepi zastoji in pa kjer se pojavlja veliko težav. Tudi za kolesarje in vse ostale v prometu potem. Ja, dobro jutro. Velikokrat radi rečemo, da je Slovenija druga Švica, pa v primeru prometnega načrtovanja temu ne moremo reči tako. Zdaj, v Sloveniji velikokrat govorimo o zelenih valovih izključno samo v kontekstu avtomobilov oziroma izboljševanja pretočnosti za avtomobile, pa v bistvu zeleni val je lahko tudi za kolesarje ali pa daljši zeleni interval za pešce. Tudi na posnetku iz Züricha smo videli, da tam ni veliko avtomobilov na tistem prometnem vozlišču, ampak je v bistvu zagotovljena infrastruktura za vse udeležence v prometu, tako za javni potniški promet, za kolesarje, pešce. Tako da jaz mislim, da se moramo v Sloveniji zgledovati po Švici, predvsem v tem, da zagotovimo pogoje za vse udeležence v prometu in ne razmišljamo izključno samo o zmanjševanju zastojev v kontekstu izboljševanja pogojev za avtomobile. Kaj pa sam urbanizem, ne? Gradnja sosed, ki omogočajo bližino vrtca, bližino šole, morda tudi določena podjetja ugotovijo, da bi bilo tam pametno postaviti kakšno proizvodno industrijsko cono, recimo, ki bi omogočala bližji dostop tudi s kolesom, morda celo peš ali z avtobusom. Vemo pa seveda, da vsaka država ima neke svoje tudi geografske zakonitosti, kjer pač te rešitve niso možne. Tako da za urbaniste predstavlja to lahko tudi neke težave. Vse te rešitve, ki jih druge države pač imajo, recimo že v praksi. Ja, v okviru naše skupine za transformativno prometno načrtovanje ugotavljamo, da so prometne težave, s katerimi se srečujemo, večje, da bi jih lahko rešili samo s prometnim sistemom. Torej, potrebno tu vključiti tudi prostorsko načrtovanje, urbanistično načrtovanje, da sploh zmanjšamo same potrebe po potovanjih. In tu sigurno so ti novejši koncepti, ki prihajajo, ki v resnici niso novi, ampak prihajajo z novim zanosom, torej načrtovanje območij, kjer lahko večino poti opravimo peš ali s kolesom ali z javnim prevozom, zgoščanje različnih programov, načrtovanje stanovanjskih območij, tam, kjer je dobra dostopnost z javnim prevozom. To so vse neki pristopi, ki bodo pomagali pri razreševanju teh izzivov, ki jih tu prikazujete. Je pa tako, da je prostor v mestih je omejen, tako da ta prispevek je lepo prikazal pač te situacije, v katerih se razmišljanja pogosto zataknejo. Želimo si imeti vrhunski javni prevoz, ampak želimo si imeti tudi šestpasovno vpadnico. Te stvari se med seboj izključujejo in na nas je, da postavimo vrednote, kaj je pomembne. Vemo, da dober sistem javnega prevoza lahko prepelje bistveno več potnikov kot šestpasovnica in je zato mogoče v nekaterih situacijah v mestih treba površine avtomobilom tudi odvzeti, zato da lahko drugi sistemi delujejo ali enakopravno ali pa celo bolje, kot želimo. Želimo, da javni prevoz deluje hitro, učinkovito. Želimo si
da so kolesarske steze široke, da se lahko po njih vozijo ne samo odrasli moški kolesarji, ampak družine, otroci, vsi praktično meščani. No, pa tudi ta praksa teh mini mestec, če se smem tako izraziti, kjer dejal sem že, je vrtec, je šola, je tudi najprej zgradijo ponavadi tam, kjer se tega pravilno lotijo v pravi smeri, najprej potegnejo avtobusno postajo ali pa javni prevoz in šele potem razmišljajo o tem, kaj bo tam na voljo, ne, zato da ljudje čim manj uporabljajo avtomobil. Se pravi, prava pot bi bila nekakšna smiselna analiza vsakega praktično predela mesta, pa govorimo zdaj o širši Sloveniji, da ne bo pomota, da je tukaj govora samo o našem glavnem mestu, tudi Maribor ali pa Nova Gorica imata svoje zakonitosti. Tako da morda je čas, da se aktivirajo mladi, ki morda tudi z umetno inteligenco lahko ponudijo kakšne rešitve, ki so možni dejansko v praksi, kajti podatkov vam očitno ne manjka. Ja, podatkov nam zagotovo ne manjka. Naše potovalne navade so res usmerjene v avtomobile. Zdaj, kako spremeniti te potovalne navade, enako težko kot katerokoli drugo navado. In če smo do sedaj veliko naredili v Sloveniji na področju zagotavljanja alternativ, recimo zgradilo se je na stotine novih kolesarskih poti, izboljšujejo se peščeve površine, tudi javni potniški promet se do neke mere izboljšuje, motorizacija na drugi strani pa se povečuje. Torej, mislim, da bi morali vse te nove tehnologije, pa tudi znanje mladih ljudi usmeriti predvsem v to, kako onemogočati oziroma zmanjševati udobnost vožnje z avtomobilom. Namreč velikokrat se usedemo v avtomobil tudi na tako kratke razdalje, ki res ne bi bilo potrebno in je to v bistvu neke vrste neracionalno dejanje, ker smo tega navajeni. Ja, ampak pravite, da gre tukaj tudi stvar mentalitete, ne, stvar našega slovenskega karakterja. Ne. Z avtom skoraj, da na 100 metrov gremo v trgovino, že Črniča, če malce dlje, ne gremo s kolesom, gremo tudi z avtomobilom, pa večinoma, ko pogledamo okoli sebe, vsak sedi samo v avtomobilu. Imajo tudi že rešitve na Nizozemskem in pa v Nemčiji in pa Franciji, da če sedi več potnikov, recimo hkrati v vozilu, mislim, da če sta več kakor 2 ali 3, da je cenejše plačilo avtoceste. Ne. Tudi tukaj se da z nekakšnimi finančnimi pristopi ali pa olajšavami pomagati, ali pa morda ceno javnega prevoza s kakšnimi kampanjami, da bi se to malce bolj aktiviralo. Sigurno tu je treba razmišljati tako o promocijskih kampanjah, kot hkrati z določenimi omejitvami. Govori se o ukrepih korenčka in palice. Že kar nekaj let se oba z Nelo s tem področjem ukvarjava, organizirali smo vrsto kampanj, kjer smo ugotovili, da samo s spodbudo so učinki teh kampanj zelo omejeni. Zato je vedno treba razmišljati tudi potem o teh nekih omejevalnih ukrepih, ki gredo v paketu s tem, torej plačljivo parkiranje ali pa neke druge nepriljubljene, neprijetne situacije, ki pa v nas zbudijo ta razmislek, ali res moram na ta način potovati, ali obstaja mogoče tudi kak drug način. Ni nujno zavedno, lahko enkrat na teden, 2-krat na teden, samo da razširimo to polje razmišljanja in da se zavemo, da mogoče se pa kam da iti tudi kdaj s kolesom ali peš, kamor smo do zdaj hodili. Ampak obstajajo inštitucije, kjer bi lahko nekdo udaril z roko po mizi in rekel, ne, dosti je tega, ne. Kajti vidimo, da v praksu rešitve že obstajajo. Slišali pa smo javnost, ne, kaj pogrešajo. Recimo, da avtobusi vozijo hitreje, ob sobotah in nedeljah dejansko se čaka po 30 minut in še več, da prideš iz, recimo, karikiram zdaj, z enega konca Ljubljane v središče mesta. Ne. Tako da tudi tukaj stvari, ki niso pa tako daleč, ne, da bi jih lahko rešili. Ja, absolutno. Želela bi se samo še navezati na Luko, je zelo dobro povedal, to so zelo težke odločitve tistih, ki udarijo po mizi, kot ste sami dejali. Namreč taki ukrepi pomenijo tudi določene vrste politično tveganje in v bistvu nekdo, ki se odloči iti v takšen drugačen pristop ali pa drugačno vrsto razvoja, ki je dolgoročno absolutno pravilna smer, mora biti zelo pogumen in tudi tvegati v začetku neke vrste odpor ljudi. Namreč nihče ne mara sprememb, ljudje smo bitja navad. Ja, nedolgo seveda ste napisali tole
spremembo načrtovanja politike, prometa in pa prostorov, kaj dejansko bi bilo najprej možno ustvariti in narediti, glede na to, da ste dejali, da imate precej podatkov? Ja, ta povzetek smo pripravili v okviru naše skupine. Tu mi imenujemo, da gre za spremembo načrtovalske paradigme. Kaj mislimo s tem izrazom? Predvsem, da moramo tako uporabniki kot tudi odločevalci najprej spremeniti vrednote in pa spremeniti pristop k načrtovanju. Se zavedati, da obstajajo alternative in pač nekako začeti na teh alternativah graditi. Ampak infrastruktura mora to tudi na koncu omogočati, ne? Vse zadnje, potem gradimo to infrastrukturo in kam vlagamo sredstva, kam vlagamo naš čas, je potem odvisno potem tudi, kako se bodo ljudje odzivali. Če zgradimo vrhunsko kolesarsko povezavo, bodo prišli kolesarji, če bomo pa razširili avtocesto, bo pa to znak ljudje, tu je široka avtocesta, vozite se še več. Da nekega dne doživimo Kopenhavn, kjer kolo uporablja 60% prebivalstva, ne? Ja. Tako da, to pa so številke, na katere bi bili lahko zelo ponosni. Tako je, sploh v državi, kot je Slovenija, kjer smo zelo ponosni na naše kolesarje, kjer podiramo rekorde na kolesarskem področju, govorimo seveda o rekreaciji, pa bi lahko verjetno si takšne rezultate prizadevali doseči tudi na področju vsakdanjega kolesarjenja. Je pa to absolutno mogoče, ker smo ljudje tako zelo na hitro, kajti iztekel se nam je na žalost čas, tako da, ja, to je tudi, no, tako je pa s prometom pri nas nekako, ne, da ti lahko na koncu zmanjka časa za kaj bolj koristnega, recimo za druženje z družino ali pa po opravkih. Ravno čas je tisti, ki bi moral šteti pri teh odločitvah. Hvala lepa, spoštovana gosta. Hvala. Tomaž, tudi tebi.